Cher président Novak, chers amis de Nova Slovenija, c'est un plaisir pour moi de vous adresser ce message d'amitié. Draga predsednica Ljudmila Novak, dragi prijatelji Nove Slovenije, v veselje mi je, da vam lahko posredujem prijateljski pozdrav ob vašem kongresu na Vrhniki. Ste v intenzivnem volilnem letu, ki se bo kmalu izteklo. Imeli ste evropske volitve in parlamentarne ter lokalne. Nova Slovenija pa je vedno obdržala ali celo izboljšala svoj rezultat. Verjamem, da gre za hvala najprej vašemu ambicioznemu reformnemu programu. Slovenija se mora še naprej soočati s številnimi izzivi, a vaši sodržavljani so razumeli, da ste sprejeli pravo pot za odgovore. C'est aussi grâce à toi, cher Ljudmila. Za vse pa gre zahvala tudi tebi, draga Ljudmila. Vsi se strinjamo, da si opravila zahtevno nalogo na čelu stranke od leta 2008. Pod tvojim vodstvom je stranka ponovno uspela vstopiti v državni zbor leta 2011 in tako ponovno našla mesto na slovenskem političnem prizorišču, ki ji pripada. Morate si čestitati tudi za ponovno izvolitev Alojza Peterleta, enega izmed najbolj aktivnih in izkušenih poslancev. Chers amis, la nouvelle Commission européenne vient de prendre ses fonctions. Dragi prijatelji, nova Evropska komisija je zasedla svoj položaj pred manj kot enim mesecem. To ni bil enostaven postopek, nikoli ni bil, a še težji od uveljavitve Lizbonske pogodbe. Evropski parlament sedaj uživa resnično vlogo nadzornega organa ter izvršilne veje oblasti in ima trden namen opraviti to funkcijo s polno odgovornostjo. S tem se moramo soočiti tudi, ko nam posledice niso po volji, saj je to znamenje vitalnosti demokratičnega sistema. To je odgovor vsem tistim, ki pravijo, da nejasne evropske politike oblikujejo birokrati za zaprtimi vrati. V resnici pa, ne glede na dogovor med vladami, ima Evropski parlament vedno pravico in dolžnost predstaviti svoje stališče. Dragi delegati, na dnevnem redu vašega kongresa imate pomembne teme, še posebej politične razmere v Sloveniji, finančne težave, ekonomsko krizo in prihodnost vaše države. Odločiti morate tudi, kdo vas bo vodil v prihodnjih 2 letih v vašem boju, da boste lahko vašim otrokom zagotovili boljšo prihodnost. Zato želim vso srečo vsem kandidatom za položaj predsednika in odlično razpravo.